Moje ime je Marija Voglar, prihajam iz Venezuele. Moji starši sta bila oba Slovenca iz Dolenjskega. Jaz sem tam rojena v Venezueli, že 69 let, že dolgo tega. Moji starši so šli v Venezuelo leta 50. po drugi svetovni vojni. Moj oče je mogel odpotovati iz Venezuele, zato ker je bil politično preganjan. Leta 1947 je šel v Avstrijo, je mislil, da se bojo vrnili v Slovenijo. Pa tudi razmere so bile takrat tudi slabše in je mogla še mama potem za njim v Avstrijo s sestram in bratom. Potem se je pa prikazala, da bi lahko šli v Venezuelo, pa zmeraj vedno so mislili, da bo za kratki čas, da ne bojo dolgo. Tako da se spomnim, da sem bila stara že 12 let, ko smo zmeraj imeli doma en klobuk, pa en plašč od očeta, ki je vedno mislil, da se bo vrnil, da bomo spet v Slovenijo prišli. Takrat se je zavedal, da ne bo več in smo tam se ustvarjali življenje in tam smo bili do letos, ko smo prišli sem 15. januarja, ko smo se spet vsi vrnili se. Vseh 6 otrok, koliko nas je bilo, smo se vsi šolali na univerzi, diplomirali, smo imeli dobre službe vsi. Mi smo dobro živeli, vsi so imeli hišo, avte, smo potovali. Res nam ni bilo hudo, ne smo bili razkošni, nego smo dobro živeli. Tako da smo še lahko prve leta tukaj v Sloveniji smo lahko pomagali še našim sorodnikov, ko sem tukaj ostali. Zdaj, zadnje časa je pa res se stanje zelo, zelo zaostrilo in čist preobrnilo, tako da smo ne glih, da nismo imeli hrane ali nismo imeli izbire. Pa nam je pomanjkalo elektrike, smo bili dneve brez elektrike, dneve brez vode. Plina nam je tudi manjkalo, tako da smo kuhali, smo mogli gledati, kaj bomo skuhali, da ne bomo preveč ponucali. Tako da je vsak dan stanje bilo slabše, varnost je tudi bila strašna, nisi mogel ven s telefonom, kakšnim boljše čevljem, tudi ne, avto sploh, nisi vedel, če si ga pustil, če ga boš dobil. O hišo so ti kar lahko derli, pa ostal brez nič. Tako da je bila ta možnost, da bi prišli v Slovenijo in smo seveda se odločili, da smo spet nazaj. Mislili, da bomo malo bolj mirno živeli. Res ne iščemo kaj drugega, samo malo mirno. Doma smo po slovensko živeli. Mi smo zmeraj praznovali, ne vem, sveti Miklavž, za Božič je bila vedno potica na mizi. Dokler sem bila do enih 7 let stara, smo se sam slovensko govorili. Potem pa seveda je bilo treba se špansko naučiti in med nami, med bratem in sestri smo se špansko govorili, z očetom pa z mati pa po slovensko. Smo imeli tudi eno družbo, ena je v Caracasu, druga je po Valenciji. Jaz sem bila predsednica dokler sem bila tam. Tako da smo prehranjali, koliko se je dalo.
osnovna šola so tudi 9 let, srednja so pa sam 2 leti. Potem pa lahko gre že na fakulteto. Zdaj pa je drugače, zdaj pa že več let, da profesorji že niso, že naučijo, zato ker plače so zelo, zelo nizke, da se nas plača sploh ne delati. Tako da smo hodili v službo skozi navade, ker se nam je dopalo tisto delo, kar smo ustvarili. Čim manj je bilo profesorje, tako da so že na zadnje leta so učili. Tisti učenci iz zadnje leta so učili tisti, ki so v prvih letah. Tudi na univerzi, ker profesorji, kar so bili diplomirani, bi lahko rekla, tisti so odšli od države. Jaz sem tam srednjo šolo zgotovila, potem na univerzo sem šla pa v Belgijo in v Italijo sem zgotovila medicinsko. Potem sem nazaj šla v Venezuelo, tam sem pa še naredila za defektologinjo in sem vedno imela službe z osebami s posebnim potrebam. Ja, odločitev je bilo res težka. Ker pustiti, takrat sem imela 68 let, pustiti vse, kar smo imeli, ker ni se splačalo, sploh ne prodati nič, zato ker cene so bile takšne, da smo mogli samo vrata zapreti pa oditi. Dati od 2 kovčka 68 let je pa težko. Nikdar si nisem mislila, da bom jaz šla iz Venezuele. Sem mislila, da bom tam bila tudi pokopana. Vse posod so nas res zelo, zelo lepo sprejeli. So nam pomagali, še danes nam pomagajo. Velikokrat smo prišli v hišo, pa smo dobili pred vratom eno vrečko, ne vem, sadja, krompirja, čebule, solate, da sploh nisem vedela, kdo nam je dal. Tako da res pomoč ni nam manjkalo, res smo imeli vsega in še zdaj imamo. Še zdaj. Čeprav smo tam doma imeli seveda navade bolj slovensko in tam smo zmeraj bili različni, so nam zmeraj rekli, ja, vi ste drugačni. Seveda smo se mogli tudi tukaj prilagoditi. Tukaj druge običaje. Mi smo bolj, govorimo bolj na glas, smo bolj objemamo, tako da tukaj smo mogli malo, tukaj je treba roko dati, tam se objememo. Bolj na glasu, vsi so prijatelji, tukaj je treba malo počakati, je treba poklicati, da grem kam. Podnebje je tudi drugačno, tukaj je zima, se je treba tudi pripravljati prej, tam imamo celo leto, vedno imamo sonce, vedno je toplo. Da se lahko vključimo v drugo kulturo, je najbolj pomembno to, da se prilagodimo mi v mesto, ko pridemo, ne narobe, da se drugi nas. Dom je tisti kotiček, ko te nekdo čaka. Tam, ko so vsi moje čustva, moji prijatelji. Da se lahko iskreno izrazim, to bi bil dom.
nisem tista hiša ali tisti kraj, ne bi tisto majhno mesto, tisti kotiček res, ko nas nekdo čaka in nas razume.